Za začetek kratek povzetek letošnjega poletja na slovenskih avtocestah v sliki in besedi. Žalost, užas. Če bi šel s kirojem, bi prišel prej. Ne le zaradi navala tujih turistov, strpnost voznikov je bila letos na preizkušnji, predvsem zaradi številnih gradbenih del. Danes, 15. oktobra, pa neke vrste nagrada za potrpežljivost. Za vsa vozila lažja od 3,5 tone bo vsaka letna vinjeta, ki bo veljavna 1. decembra, namesto 12 veljala kar 16 mesecev. In kako so se na ukrep odzvali uporabniki? V redu. Ne vem sicer, kdo bo to plačal. Okay. Vse je reklama zase. To je zmeri in posod. Ja, če so se tako odločili, sam pa čez 4 mesece bomo mogli spet novo kupiti. Pa naslednjem poleti bo spet zastoj. Kaj pa upravljalec slovenskih avtocest, družba Dars, čeprav vladna odločitev za njihove bilance pomeni nekaj več kot 20 milijonov izpada iz naslova cestninjenja in pa 70 milijonov likvidnostnega premika. Gneče so bile tudi lani, pa vlada veljavnosti vinjet takrat ni podaljšala, le zakaj jo je letos, pa se sprašujejo v opozicijski SDS. In žal se tukaj ne moremo znebiti nekega grenkega priokusa, da to ni bilo narejeno zaradi interesov uporabnikov in njihovih težav, ker sicer bi bilo narejeno lani že, pač pa je bilo bolj narejeno zaradi tega predvolilnega obdobja. Po tej logiki je treba predlagati zmanjšanje prispevkov za ZZZS, ker imamo pod to vlado daljše čakalne vrste v zdravstvu. Ukinitev plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki je ni, pa se je zgodila že včeraj, se je na X-u odzval predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec. Kaj pa podaljšanje letne vinjete pomeni za njeno ceno? Je mogoče, da se bodo vinjete, tako kot nazadnje pred 2 letoma, znova podražile? Tega nimamo v mislih in v programu.